Živja. Evo, jaz bi pa danes govorila o mislih na samomor oziroma o samomoru z vidika duše. Se pravi, mi kot duše pač pridemo na zemljo, imamo telesno izkušnjo, gremo nazaj, malo se spucamo, očistimo, pripravimo za novo življenje in pač ponovimo pač izkušnjo ali pa si kaj novega zberemo, no. Skratka, tako da pač v tem življenju, na primer jaz, moj primer, sem imela izkušnjo, da sem mogla iti čez to, da bi se pač ubila zaradi česarkoli, da bi končala življenje oziroma da bi naredila samomor, In sem imela okoli sebe v bistvu idealne pogoje, ki so mi omogočali, da to presežem, V najstništvu prva simpatija, v katero sem se zaljubila, sva se po enem mesecu razšla. Super. Čustvena napetost, odlično. Doma ni bilo zdrave komunikacije, ni bilo možnosti izražanja teh žalosti, jeze, strahu. Aha, super, evo, še ena situacija. Je bilo kar tako malo mojih vodnikov, V tistem času pismo, bo tole ratalo, kar si je zadala, ampak je nekako ratalo. Tako da sem tudi prišla pol pri 24 letih do mojih prvih duhovnih knjig, do spoznanja, da smo v bistvu duše, da smo večni. In 2 leti zatem, nekako 2 leti sem že brala, se je pa zgodilo, da sem se pa res spet noro zaljubila, tako res tisto odpihnilo me je tja gor. In je bila pač spet izkušnja, ke mi je rekel pač ta fant, da se bo z mano razšel, če ne bom šla z njim na izmenjavo, In mi je bilo tako hudo spet, ampak pač, ker še nisem imela okej kul komunikacije, kar mi je danes jasno, takrat je bilo tako, ke gledam za nazaj na Urško, je tako, Ampak jo razumem, pač nisem mogla povedati, takrat mi je bilo tako grozno, takrat tako hudo, da sem samo pobegnila, ker sem bila pač tega vajena iz otroštva, pač. Ke je bilo hudo pač v sobo jokati, pač tule je bilo spet hudo, ja, SMS ne gre več in tako. Sem zaključila to, ampak s tem dejansko nisem rešila čisto nič. Tako samo hujše sem naredila stvari, namesto da bi se pogovorila. Sem eno bombo vrgla in v bistvu je bilo takrat je bilo najhujše, tako pol leta skupaj me je tukaj bolelo pa stiskalo pa tako res neprijetni občutki, tako. Jaz sem si pol leta skupaj želela, da bi umrla, da bi se res končalo, da bi se zaključilo, ke je bilo tako ampak na srečo sem vedela, da smo duše, da smo večni, da bi prišla nazaj, da bi mogla spet reševati, da samomor ni rešitev, sem takrat vedela, no. In pol nekaj let kasneje, s pomočjo moje učiteljice Maje, izvedela, v bistvu, da pa se je meni to že enkrat zgodilo. 12 tisoč let nazaj sem jaz zaključila svoje življenje, pač. Ta fant, ta drug, ke sem se noro zaljubila, pač mi je v bistvu takrat tudi sva imela pač neko ljubezensko zgodbo in me je pustil in meni je bilo pač hudo in sem zaključila svoje življenje. Tako da z dušnega vidika, če zdaj povzamem to, mi smo večni. Če se boste na primer vi ubili, tako ke sem se jaz v onem življenju 12 tisoč let nazaj, boste prišli nazaj in podobni ljudje bojo okoli vas, ke vam bojo pomagali preseči te stvari, Jaz sem videla pač ta fant, pač ke sem ga jaz po SMS-u pustila, pač on je bil takrat zraven in mi je zdaj prišel pač pomagat, da bom jaz pač presegla to. Ampak nisem takrat, toliko let nazaj, nisem imela tega zavedanja pa vedenja pa danes, ke to vem, je toliko lažje, toliko lahko je bilo pol to spustiti in bilo tako, okej, dobro.
sem imela pač eno lekcijo, ki nisem opravila v tistem življenju, ker sem pač ga prehitro končala. Tako da pač sem pač prva lekcija v tem življenju, v bistvu prva taka velika lekcija je pač ostani živa. Tako da, oziroma samomor pač ni rešitev, a ne. Tako da boste prišli nazaj, če se boste ubili. Glej, najtežje bo v bistvu pač tistim, ki bojo tukaj ostali, ki ne bojo videli, kaj se je zgodilo, ker njim ne bo jasen, zakaj, pač hudo jim bo, težko jim bo, ker bojo mislili, da so vas za vedno izgubili. Samo ni tako, no, pač večni smo, se bomo videli, tudi dušice, ki umrejo, se pridejo posloviti. Jaz sem 2019, ko je od babi brat umrl, se je prišel posloviti, sem ga toliko jasno čutila, takrat še nisem vedela, kaj se dogaja, mi je bilo pa jasno tako sprememba v energiji in je bilo tako, wow, kaj se zdaj dogaja. Pa, ko sem odprla, pač, to je bilo na treningu, ko sem odprla pač sporočila, tako vidim, okej, v redu se je prišel posloviti, ker točno takrat, ko mi je napisala babi, pač, da je naredil prehod, umrl, sem jaz začela čutiti, je bila sprememba in dokler nisem prebrala, je bilo. Tako da, ja, večni smo, tako da vse bo v redu, ne glede na to, kaj bo, a ne. Pač sem smo prišli za razlogom uživati, živeti, izkušati, predvsem izkušati, izkušnje si nabiramo tukaj. Tako da, ja, pač eno življenje sem imela, pač, kjer sem se pač ubila, sem zaključila. Tako da v tem življenju zdaj sem pač prišla to preseči in tukaj lahko naredim kljukico. Tako da zdaj pa novim izkušnjam naproti, a ne. Tako da, če ste slučajno res tam, da vas noben več ne more prepričati, da to je pa to je pa konec, da ni vredno, da, lej, razumem, jaz lahko še to govorim, pač, da je lepo, pa da se da, ampak vi rabite svojo izkušnjo, a ne. In, lej, če res ne vidite rešitve, če vas res noben ne more prepričati, vas bo mogoče to prepričalo, da če boste to naredili, lej, boste prišli nazaj, boste imeli še enkrat popravca, še enkrat boste šli čez iste stvari, kakor zdaj, še enkrat vam bojo ljudje pomagali, vam bojo dajali ta prave okoliščine, zato da boste lahko to presegali. A ne bi bilo boljše, da v tem življenju to presežete, pa da imate pol v naslednjih življenjih drugačne, lepše, boljše izkušnje, kaj novega, ke da boste mogli pa spet to reševati. Tako da, samo toliko malo zamisliti, no. Tako. To je to. Lep dan. Čao.